Tokrat vas zapeljemo od 1 do 200, ampak ne govorimo o 200 km/h, o 200 in o 300 smo o avtomobilnosti že govorili. Res je, če vas zanima, kako varno peljati prek 300 km/h, v arhivu oddaj pobrskate, našli jo boste pod 98. Danes naredimo lok med 1. in 200. oddajo. Zapeljemo Audi RS3 in pa Cupro Elborn. No, ampak na koncu vam pa pokažemo, kako nastaja oddaja Avtomobilnost. Pozdravljeni v Avtomobilnosti. Danes je pred vami 200. oddaja, zato smo se odločili, da pripravimo poseben kolaž, ki nas zapelje skozi izbrane vsebine preteklih let. No, v naslednjem prispevku boste videli, da avtomobilnost ni zgolj oddaja o avtomobilih, ampak tudi o mobilnosti širše. No, temeljna polja našega zanimanja pa so vselej ista. Tehnologija, ekologija, varnost in seveda testiranje novih avtomobilov. Naj vas zapeljemo skozi sestavljanko od 1 do 200. Ko zdaj za računalnikom obujamo spomine na vse te terabajte arhiviranih intervjujev, raportov, pokrivcev, sem pravzaprav zelo ponosen. Ker ko sva leta 2014 z Andrejem kuhala format naše oddaje, sva na najvišje mesto po pomembnosti pravzaprav dala, da vas tudi kaj naučimo, da razložimo, da spodbudimo. In ta edukativna plat je skozi presečno množico teh 200 oddaj zelo očitna. Vsaj 3 projekti pa v tem pogledu izstopajo. Osnovna šola varne vožnje. Dober mesec smo se šolskim kombijem vozili po Sloveniji in obiskovali osnovne šole in otrokom razlagali, kako je Berta Benz že nasploh prvi poti z avtomobilom ugotovila, kaj izumu njenega moža najbolj manjka. Objem. No, mi smo takrat izpostavili, da objem varnostnega pasu otrokom bolj malo pomaga, ker so otroci pač premajhni. Zato smo skupaj s policijo in s pomočjo Kuža Pazija iz zavarovalnice Triglav šolam darovali jahače za njihove šolske kombije. Najbolj pa nas veseli, ko zdaj dobimo sporočila, da smo občine takrat dovolj predramili, da se zdaj, kot slišimo, naši otroci v šolskem času vozijo bolj varno. Če kaj še ni tako, starši ravnatelji, ukrepajte. Predvsem pa mi tudi gremo še vedno radi v šolske klopi. Zelo radi. Saj, če drugega ne, tudi vsaka naša zgodba nastane tako, da se srečamo s kom, ki nas nekaj novega nauči. Pa naj bo to kar sredi Čopove ulice, na parkirišču prek iPada, na koncu letališke piste ali pa na predstavitvi novega avtomobila. Vsa ta pridobljena vedenja smo naprej predajali tudi na našem zadnjem avtomobilskem salonu na Gospodarskem razstavišču. Pripravili smo namreč tehnološki paviljon, kjer smo v eni hali zbrali vsa osnovna znanja o avtomobilski tehniki, ekologiji, varnostnih sistemih, elektromobilnosti, stroških, torej vsem, kar je bilo vsebinskega treba poznati, da so lahko obiskovalci kar najbolje razumeli in doumeli, kaj pravzaprav avtomobili v drugih halah ponujajo. In ja, tam smo imeli tudi v živo pogovore, tudi z najbolj uspešnimi Slovenci v avtobranži. Salonov v Sloveniji žal ni več, a mi vam še vedno v živo predajamo naše izkušnje z modernimi tehnologijami na naših dogodkih. Ampak kakorkoli, izobraževalna vsebina ni nujno vedno šolsko resna. Lahko je tudi zabavna. A ne? Včasih pa zgodba kar sama najde nas. Ko smo recimo kliknili na tipko SOS, smo pravzaprav ugotovili, da na 112 ne dobijo vseh podatkov, ki ne bi jih dobili. In zato smo skupaj zbobnili celotno avtomobilsko sfero pri nas, testirali, našli in tudi rešili nekaj napak. Ampak kot je pri teh novodobnih sistemih normalno, tudi ta zgodba žal v celoti še ni dokončana. Seveda naše zgodbe so doma na cesti, poiščemo jih tako, da gremo na pot in na cestah vse posod po svetu nas izredno zanima tudi prometna etika.
Še posebej smo pozorni na tiste ideje, ki izboljšujejo naš prometni vsakdan. Na predletje smo recimo z Darsom in Valom 202 en teden izdatno spodbujali k upoštevanju osebnega prostora na cesti, torej k daljši varnostni razdalji. In po koncu akcije smo navdušeno gledali Darsove meritve, ki so dokazale, da če hočemo, lahko zmanjšamo število fantomskih zastojev na slovenskih cestah. Vas zanima kakšna statistika? No, nismo prešteli, ampak čez palec ocenjujemo, da smo posneli že okoli 800 intervjujev. Sogovorniki, strokovnjaki z najrazličnejših področji, pa tudi zgolj z vozniki, ki razmišljajo in si hočejo razširiti svoje obzorja. In radi si razširjamo obzorje mobilnosti nasploh. In kot nam sporočate, tudi vi. In ker se to naše skupno področje zanimanja v zadnjih letih tako zelo spreminja, smo lahko kar prepričani, da nam še dolgo ne bo zmanjkalo tem. Povsem normalno je, da si velike avtomobilske tovarne znotraj koncerna delijo platformo, znanje in še kaj. Ni skrivnost, da je Cupri Born za osnovo služil Volkswagen ID.3. Zato je glavno vprašanje seveda, koliko se ti avti znotraj koncerna sploh lahko razlikujejo. In the exterior, everything had changed. We have created a design that is more sporty, that is more dynamic. We've changed the front, we've changed the back of the car, and also in the lateral we've been playing and drawing in order to make the car really emotional. When you get into the car, you see that we have changed also many things in order to improve, first of all, the materials. We've been playing with new materials and also recycled materials, even upcycled from the sea. In terms of driving, the first thing is that you sit in a bucket seat from the basic car. The steering wheel is one of the main things that we have changed. Is the Cupra steering wheel. You can have the satellite on it in order to select also the driving dynamics of the car. But of course, what we have done in terms of technical, that is what brings these heavy emotions in terms of Cupra, is on the one side changing or improving, I would say, the chassis of the car. The car standard has been lower compared to the platform. We have also improved braking, but the main thing I would say is that we have included an e-boost. This is a functionality that brings 20 kilowatts on top to the 150 kilowatts version, so up to 170 kilowatts, and this is giving the maximum emotion at the end. It's pressing a button on the Cupra mode and you get this 20 kilowatts for a period of time that gives you also this dynamic. Če pri Volkswagenu pravijo, da se njihov ID.3 ponaša s čisto in prefinjeno notranjostjo, ki se na trenutke vseeno zdi malce dolgočasna, je v Cupri Born notranjost čisto drugačna. Všečna in prefinjena in v njej se voznik zares dobro počuti. Ostanite z nami, kajti po kratki pauzi zapeljemo dinamičnega Audija RS3. Čisto ob koncu oddaje pa vas povabimo v zakulisje snemanja oddaje. A ja, vmes pa nekdo sleče hlače. Ko snemamo zgodbe in prispevke, posnamemo veliko materijala in včasih se najde kaj zanimivega. In ko je Andrej snemal Audi RS3, Andrej, sem jaz našel nekaj zelo zanimivega, kar pa nisi vključil v prispevek. Pa me res zanima, kaj. Pejt, ne zdaj bremzat, no. Zakaj moram zmeraj jaz dobiti enega kljukca od spredi? Česa se bojiš? Vse te po kvatro vam potegnil, te gaz, prej, no! Kaj pa defenzivna vožnja oziroma strpnost do sovoznikov, kolega, inštruktor varne vožnje?
Defenzivna vožnja na dirkališču. Vprašam drugače, si ti, Bob, vozil defenzivno ali hitro varno? Namreč, če niste vedeli, David je voznik Boba. Bil. Pravzaprav je prvi slovenski uradni voznik Boba. In to je bilo preveč mikavno, da bi se lahko uprla in enkrat v preteklosti in danes, ko se oziramo nazaj, v eni od oddaj sva se seveda pomerila. David v Bobu, jaz v avtu. Kdo je hitrejši? Izbrali smo progo v Innsbrucku. Angleški ekipi smo dali za nekaj piva in se odpeljali hvala Bogu, da Bob nima na napačni strani volana, tako kot njihovi avtomobili, pa brez zamere, in se odpeljali v Innsbrucku po stezi. Jaz sem vozil Bob dvosed, Andrej pa je vozil Audi TT. Vse ostalo pa je zgodovina. Ne boš povedal, kdo je zmagal, ne? Prav, zdaj pa nazaj k Audiju RS3. Kar je naredil Audi z novim RS3, je pravzaprav poklon svojim športnim navdušencem. Na drugi strani pa je ponovno svoje inženirje zaposlil z velikim izzivom. Iz 5-valjnika in kvadropogona so še enkrat več morali iztisniti največ, kar se trenutno da. Po drugi strani pa gre tudi za negovanje tradicije. Pa malo tudi za ponos. Ne pozabimo, Audi je svoj premijski naskok utemeljil na 2 prebojnih tehnologijah. Na 4-kolesnem pogonu Quattro in na agregatu s 5 vali. Tehnologije, ki se je drugi niso upali dotakniti. Oni pa so dokazali, da je 5 ne samo več kot 4, ampak da je tudi več kot 6 in celo kot 8. Poglejmo, kaj so iz 5-valjnika iztisnili zdaj. The focus was to support the wide range of the car, from a very efficient possibility to drive the car up to a higher power output of 400 horsepower or high engine speeds. So the engine will be in our program for several years, and we will see in future how long we can also install that crazy engine. Znamka RS se je rodila iz izjemno uspešnega hišnega športnega oddelka in ima, tako kot mora imeti vsak uspešen športni klub, zveste navijače v različnih RS klubih po vsem svetu. Audijevi modeli RS imajo v Sloveniji izjemno tradicijo. Gre za najbolj emotiven del znamke Audi, ki se izraža v izjemni zmogljivosti in vrhunskem dizajnu teh vozil. In prav te lastnosti prepoznajo tudi naši kupci. Ob doživetju teh inženirskih in pa dizajnerskih presežkov tega avta vam enostavno zaigra srce. Zato ni naključje, da se prav vsi Audijevi oglasi zaključijo z utripom srca. In kar je najpomembneje, ta program vozil RS prenašamo tudi v program električnih vozil. Audi RS e-tron GT z vsemi zmogljivosti klasičnih RS modelov. In zdaj k temu, zakaj je RS3 odlično motivacijsko sredstvo. Ne samo zaradi moči 400 konj, predvsem zaradi ene posebne tipke. Drive Select. Ko pritisnemo Drive Select, je 5 različnih programov, ampak če izberemo recimo RS Performance, potem se odvije niz čudežnih dogodkov. Voznik mora biti pripravljen na to, zato ker se ga lotijo pravzaprav posebni pomlajevalni projekti. Detoksizacija telesa se zgodi, pozabiš na dnevno slabe informacije in voznik mora biti pripravljen tudi na poplavo hormonov sreče. Ne verjamete? Poglejmo. Uredništvo oddaje Avtomobilnost svetuje trezno pritiskanje te tipke. Vsako pretiravanje vas lahko potisne predaleč v otroštvo. Za več informacij pa obiščite spletno stran Avtomobilnost.
Ko je Audi z 4-kolesno tehnologijo Quattro in 5-valjnikov dominiral v ralliju v Evropi, se je odločil svojo komercialno pa tudi športno kariero nadgraditi še v Ameriki. In ko so Nemci pripeljali na dirkališče limuzino in govorili precej okorno nemško angleščino, so se jim vsi smejali. Ampak smeh Američanov ni dolgo trajal. Bili so namreč konkretno hitrejši. Tako zelo, da so se Američani Audija lotili po pravni poti. V pravilih dirkanja so iskali drobni tisk, v katerem bi lahko našli razloge, kako bi Audi izločili iz tekmovanj. Takrat se je dirkaška legenda Hans-Joachim Stuck s svojo ekipo domislil potegavščine. Vsakokrat, ko je koga prehitev, je pritisnil na levi strani na rdečo tipko in vse ostalo je zgodovina. Danes za 200. oddajo se spodobi, da jo zaokrožimo malo drugače. Zato vas vabimo v zakulisje nastajanja oddaje. Vsebinsko se oddaja zakoliči na uredniškem sestanku, ki ga imamo ob torkih v pisarni avtomobilnosti. In potem se avtorji lotijo svojih tem. Tisti, ki se najraje loti težkih, bolj zapletenih tem, je zagotovo Miha, je pa znan tudi po tem, da zna iz sogovornikov izvabiti kar največ. David in Andrej imata prav. Ja, res je. Pri mojem delu mi največ pomenijo prav intervjuji, pogovori, ki jih imam s temi avtomobilskimi inženirji. Vsakeč znova sem fasciniran, s kakšno strastjo opravljajo to svoje delo, s kakšnim žarom v očeh mi razlagajo o teh svojih dosežkih. Pogosto mi povejo bistveno več, kot bi pa smeli. Nikoli ne bom pozabil Škotske, ko sem pri večerji poklepetal z Oplovim oblikovalcem in sem že slutil, to bo pa res krasna zgodba. Ampak naslednjo jutro, ko sem pritisnil rekord na kameri, sem od njega dobil samo poslovno korektne odgovore. Seveda sem malce vrtal potem v njega, ampak na koncu po nekaj minutah mi je rekel, se opravičujem, ne smem, so mi jih napeli. In name so zelo dober vtis naredili tudi številni top menedžerji, tisti CEO-ji, kako zelo odprti in pa razgledani so vsi ti ljudje. To sploh niso šefi, ki bi samo delegirali svoje delo, obvladajo svoj posel tudi v podrobnosti. Ponavadi mi PR-ovci z njimi dajo samo kakšno vprašanje ali dve, ampak zdaj se je res že kar velikokrat zgodilo, da sem z njimi potem klepetal 15-20 minut, celo pol ure. Čudovito pri vsem tem je videti, s kakšnim občudovanjem, s kakšnim spoštovanjem govori o svojih tekmecih. En primer, najboljšo razlago o Toyotinem hibridnem pogonu sem pravzaprav dobil od Škodinega inženirja. Ampak ja, jaz nasplošno rad klepetam, tudi kar tako na ulici, ko me mimoidoči ustavijo. Predvsem pa zelo rad klepetam z vami, gledalci, ko se dobimo skupaj na naših dogodkih, takrat, ko testiramo nove tehnologije. Te naše debate so zame zlata vredne in zares iskrena hvala zanje. To so pravi tak turbo pospešek za moje delo. Tako da ja, jaz imam avtomobile zelo, zelo rad, še rajši se z njimi vozim, ampak tisti pravi energent, ki daje smisel mojemu delu, to so pa ljudje. Pomemben del našega dela so seveda testi avtomobilov. Sebastian pa je urednik testov. In Sebastian je edini slovenski avtomobilistični novinar, ki je hkrati tudi žirant za evropski avto leta, tako imenovan KOTI. Res je, predvsem delo v žiriji za evropske avto leta je posebno. Saj potujemo po celem svetu, spoznavamo različne ljudi in direktorje avtomobilskih znamk. Predvsem pa preizkusimo, ali smo prvi na premierah zagotovo več kot 100 avtomobilom letno. Je pa korona zdaj potovanja vseeno malo omilila, mi pa zato več časa ostane za moj hobi. Večina ekipe avtomobilnosti, razen naju z Andrejem, je multifunkcionalnih. Se pravi, zna snemati, fotografirati, montirati, najti dober kader, vprašati sogovornika in to še na koncu zaključiti v eno zgodbo. Vse našteto Luka nadgradi s kreativnimi pristopi in idejami, ki dajo prispevkom poseben pečat. Hkrati pa rad sede za volan dirkalnega avtomobila, kar je očitno strast.
Po mojem mnenju je bogastvo avtomobilskega sveta ravno v njegovi raznolikosti. No in da bi to raznolikost kar najbolje razumel, moraš voziti. Moraš preizkušati avtomobile. Češnja na torti našega poklica pa so preizkusi avtomobilov na zaprtih poligonih, na dirkališčih. Seveda, to so doživetja za dušo, obenem pa tudi zakladnica znanja, kjer si pridobiš izkušnje, ki jih potem uporabljaš naprej pri vseh zgodbah in preizkusih avtomobilov v bodoče. Snemanje avtomobilistične oddaje je za snemalca zelo zahtevno delo. Video in fotografija pa sta podpis Davida Šavlja. Atraktivni posnetki avtomobilov in motorjev pri visokih hitrostih in na različnih podlagah od brezpoti pa do dirkališč in različnih vremenskih razmerah zahtevajo od snemalca dobro fizično kondicijo, predvsem pa to, da vedno poskrbi tudi za varnost. Najtežji del, Andrej, pa je, da prenaša voditelja. Še posebej njuno duhovitost. Ampak Davidu se pozna, da je tudi človek narave in da ima oko ne samo za avto, ampak tudi za to, da v naravi ujame izjemne trenutke. Ja, samo snemanje za oddajo je vedno pestro. Lahko začnemo takole na terenu, snemanju kakšnega terenskega vozila, končamo pa v pisarni kakšnega direktorja za izjavo. Z ekipo se res dobro razumemo, tako tudi sama snemanja steče veliko lažje, predvsem pa si zaupamo. To je zelo pomembno pri snemanju atraktivnih posnetkov, kjer moram biti veliko bližje samemu dogajanju kot ponavadi. Ali je to terenska vožnja, ali pa snemanje na poligonov na spolzki podlagi. Tu je varnost na prvem mestu. Zato je veliko lažje, če se z voznikom dobro poznava, veva, kje so meje, ter paziva drug na drugega. Seveda se ob samem snemanju, ali je to test avtomobila, zgodba, poskušam fokusirati tudi na samo okolico, na samo dogajanje ob cesti. Tako velikokrat pride do trenutkov, ki popestrijo dogajanje in jih Žiga pridno izkoristi v montaži. Montaža oddaje je zgodba zase. Na snemanjih gre lahko marsikaj narobe in tudi pogosto gre. Od tehničnih, vremenskih težav do recimo nepredvidljivih situacij v prometu. No in vse skupaj, potem ko dobi na mizo, rešuje naš montažer Žiga, ki se ga je v uredništvu prijel vzdevek Čarovnik Žiga. Ne glede na to, koliko težav smo imeli na snemanju, Žiga vedno poskrbi, da prispevek pride in je objavljen. In na koncu prav Žiga skupaj z Mihatom da končni pečat oddaji. Andrej in David, hvala lepa. Sedaj pa k vam, gledalkam in gledalcem. Torej, na kratko vam pokažem, kaj dobim in kako na koncu vse skupaj izgleda oziroma se sliši. Začnimo pri zvoku. Montaža oddaje je zgodba zase. Na snemanjih gre lahko marsikaj narobe. Montaža oddaje je zgodba zase. Na snemanjih gre lahko marsikaj narobe. In nadaljujemo sliko. No, malo prehitevam. Takole izgleda groba montaža, ki mi jo pripravijo avtorji prispevka. In takole izgleda končni izdelek celotne oddaje. Zanimivo, kaj ne? No, seveda to ni vse. Največji pečat oddaje naredi dinamika, ki jo ustvarjam z glasbo, premetavanjem vsebine, da je bolj tekoča in prijetna za gledalca. Da se poskušamo izogniti omenjenim tehničnim težavam, ki pestijo produkcijo, prihajajo napotki za odpravo le-teh ravno iz moje strani, ki jih ekipa z pridom tudi upošteva. Ker me tajnica režije tamle zadaj že zelo nastrpno preganja, bi rad še dodal, da sem ekipi avtomobilnosti zelo hvaležen, da sem lahko del te ekipe. Zato hvala, ekipa. Pravijo, da za vsakim uspešnim moškim stoji ženska, no, pri nas je drugače, saj stoji pred nami. In sicer Petra poskrbi za to, da takrat, ko se nekaj dogovorimo na uredniškem sestanku, ona vse organizira, da ko mi pridemo na snemanje, je za vse poskrbljeno. Prav tako pa je Petra tista, ki stopi v kontakt z vami, ko organiziramo naše dogodke, gledalci testirate nove tehnologije. Povedano na kratko, če ne bi bilo Petre, bi mi veliko govorili in bistveno manj naredili. V našem majhnem kolektivu skrbim za to, da pred kamero vse teče tako, kot je treba. S fanti se dogovorimo za scenarij oddaje, dogovorimo se o vsebini prispevkov,
Potem pa poskrbim, da imamo vsa dovoljenja, govorim z gosti in poskrbim za vso birokracijo, ki pritiče TV oddaji. In čeprav se zdi, da so mi fantje naprtili bolj dolgočasen del dela, sem si v resnici priborila najlepšega. In to je stik z vami, drage gledalke in gledalci. Jaz sem tista, ki vas pokličem in povabim na naše dogodke. Z vami se družim na snemanjih prispevkov, gledalci testirajo. Najlepše pa mi je, ko imamo kakšno res fajn nagradno igro, vas pokličem, na drugi strani pa slišim krike veselja, ker smo vam izpolnili skrito željo. Letos, na primer, vožnjo z blimpom. In čeprav se sama najprej nisem videla v avtomobilistični oddaji, mi druženje in pogovori z vami dajo vedeti, da razmišljamo podobno. Ni nam namreč pomembno samo, kako avto izgleda in koliko ima konjev, ampak kakšna tehnologija ga poganja. Kaj to pomeni za našo prihodnost? Zanimajo nas vse možne kombinacije mobilnosti, skrbi nas za varnost. Zato hvala, drage gledalke in gledalci. Hvala, naši dragi gostje. Hvala za vaš čas, ki nam ga namenjate, ko spremljate našo oddajo. Hvala za vaš čas na snemanjih, ko nam pomagate soustvarjati oddajo. Hvala za vse pripombe, ki nam pomagajo rasti. Hvala vsem, ki nas podpirate. Vse, kar si želim, je vsaj še 200 takih oddaj z vami v dobri družbi. Ja, hvala, da ste bili z nami tudi 200 oddajo. Se vidimo spet naslednji. Samo trenutek, David, se opravičujem, prelepa priložnost je, da bi jo lahko preskočil. Trenutek je, da povem, kako smo začeli s prvo oddajo, ko je bil tudi tvoj nastop, tako kot moj prvi. Nisva se še dobro poznala, snemali smo uvod v prvo oddajo. Avto v kadru je bilo treba malenkost premakniti in David reče, bom jaz. In si mislim, super, fanta avtomobili zanimajo, iz tega bo še nekaj. Premakne avto za 1 meter in naredi črto na edinem stebričku, ki je bil zraven. Ampak poglejte, kako se je vse lepo v nadaljevanju izteklo. Marsikdo bi rekel, da se od takrat ni nič spremenilo. Lepo se imejte in se vidimo spet naslednji teden. Jaz ne bom med njimi. Andrej, najlepša hvala, ker si me prenašal 200 oddaj in gremo v 201. S ponosom naprej. Hvala tudi vam, da ste nas spremljali in gledali. Brez vas tudi nas ne bi bilo. Srečno!